Naslov predavanja sem dal Sfinga ob morju, gordijski voz v slovenstvo. Aleksandra ne bo, zato se ga je treba lotiti s potrpežljivim odmotavanjem. Trst ima težavno zgodovino. Pred nami je ne prav velik zaliv pod kraškim robom, kjer so naši slovanski predniki prišli do morja in ga poselili nekako od Devina do Savudrije in nekoliko v globino kontinentalne Istre. Večjih mest v obali, ki so ohranila svojo mestnost in oblastno strukturo, tudi po propadu Zahodnega rimskega cesarstva niso vladali. Pač pa njihova obrobja. Ves čas so se vanje vseljevali, tvorili razpoznavne jezikovne in socialne skupine v sožitju z romanskim prebivalstvom in tak, lahko temu rečemo, kar naravni razvoj, ki ga ni zmotila niti habsburška zgodovinska pridobitev Trsta davnega leta 1382 in ga z delom obale iztrgala iz prevladujočih beneških posesti, je trajal vse do odločitve cesarja Karla VI., da leta 1719 v Trstu razglasi svobodno pristanišče. Najprej počasi, za Marije Terezije, se pravi hčerke Karla VI., pa vse hitreje, v 19. stoletju pa naravnost skokovito, iz malega Trsta nastala velikomestna gmota stavb. Tule ga vidimo, posnetek je bil napravljen pred kakšnim letom, dvema. Takole si oglejmo še en pogled na ta centralno mestno kompozicijo z Svetim Antonom v osi. Torej nastala velikomestna gmota stavb, pristaniških naprav, tovarn, ljudi z vseh koncev cesarstva in sosednjih italijanskih krajev, delujočih v vsakovrstnih dejavnostih, ki so zadevale tako realne dobrine, kot njihove abstraktne vzporednice v obliki bančništva, zavarovalništva, vsakršnega upravljanja in izobraževanja, ki naj predvsem temu prvemu služijo in podobno. Na samem robu slovenskega ozemlja, z nekaj večjimi mesti, ki so se le počasi razvijala, torej ta kontinentalna Slovenija ima nekaj mest, ki se počasi razvijajo iz svojih srednjeveških osnov, je nastajalo nekaj, kar se je po obsegu in veličastnosti stavbnih zasnov moglo meriti samo z Dunajem in z velikimi italijanskimi mesti na zahodu. Trst je bil veliki habsburški projekt, ki je zasledoval svoj gospodarski in politični cilj in ga kolateralni učinki na kakšne posebne Slovence ali kakšne Italijane in druge, ki so jih tja zvabile nove gospodarske priložnosti, niso posebno zanimali. In stvari so šle svojo pot, dokler se niso tudi v Trstu, tako kot drugod po Evropi, začeli preštevati, kateremu narodu kdo sodi, kateri jezik kdo govori in koliko pravic mu gre iz teh osnov. Uradni jezik cesarstva, jezik uradov, v vseh njegovih deželah je bil po nepisanem pravilu prvotno latinski, pozneje od visokega srednjega veka nemški, v Trstu v času po razglasitvi svobodnega pristanišča so bili do določene mere bolj pragmatični. Zaradi v zgodovini uveljavljenega beneškega dialekta italijanščine v širšem območju Istre in Jadrana so oblasti v Trstu dopustile italijanščini vlogo vsaj drugega uradnega jezika, v praksi pa je to pomenilo edini uradni jezik. Slovenci so se kot druga največja jezikovna skupina v Trstu s svojimi zahtevami porabi slovenščine v javnem življenju in v uradih priglasili razmeroma pozno. Polagoma z leti pa vse bolj samozavestno, spodbujeni z gospodarsko uspešnostjo slovenskih gospodarskih ustanov in z vse močnejšo mrežo posvetnih in kulturnih dejavnosti so tudi na zunaj poudarjali svojo prisotnost v mestu, najbolj seveda udarno z pozidavo Narodnega doma leta 1904 po načrtih enega največjih arhitektov cesarstva in rojaka s Krasa, Maxa Fabianija. Italijanski nacionalizem in redentizem, ki je videl prihodnost tržaškega italijanstva v Združenem kraljestvu Italijanov, se je moral neugibno spopasti z radikalno nasprotnimi političnimi težnjami Slovencev. Ti so imeli Trst s slovenskim, kraškim in istrskim zaledjem ter kraji ob morju do Tržiča za naravni del zedinjene Slovenije. Pozneje, v desetletju pred Prvo svetovno vojno, pa za del prihodne države južnoslovanskih narodov.
Druge v Trstu živeče narodne in verske skupnosti, kot so bile judovska, srbska, grška, nemška, še druge, Italijanov niso toliko motile. So se jezikovno zlahka priključili italijansko govoreči večini, če že niso politično, tako kot judovska, celo podpirale. Hrvate pa so dali v isti koš Slovenci in jih skupno imenovali kar Slovane, skjavi, seveda brez globljega političnega razmisleka, ki je meril na stopitev obojih v nerazločno in politično irelevantno gmoto. Tako sta se povsem naravno razvili dve povsem izključujoči se politični doktrini. Bojno geslo prvo je bilo Trieste Italianissima, najbolj italijansko mesto Trst, geslo druge pa slovenske Trst je naš. Agresivnosti in ekskluzivnosti italijanskega iredentizma v Trstu in v Istri so šle na roko tudi zgodovinske okoliščine. Avstrijske oblasti ga niso znale, morda niti hotele obrzdati. Italijanski prestop leta 1915 iz zavezništva centralnih sil na stran Antante v zameno za obljubljena slovenska ozemlja na italijanskem vzhodu se jim je obrestoval. Ko je italijanska vojska po vojni leta 1918 ukorakala v Trst, je začela novo oblast izvajati dotlej nezaslišan pritisk na pripadnike drugih narodov in še prav posebno na Slovence. Kako močno jih je motil poudarjeni simbol slovenske navzočnosti in uspešnosti v Trstu, Slovenski narodni dom, so pokazale poleti leta 1920, ko so dopustile skrajnim fašističnim skupinam, da so dom požgale, naščuvana množica pa je celo ovirala gasilce, da ne bi mogli priti na prizorišče. Fašizem, ki se je nasilno dokopal do oblasti 2 leti pozneje, je to politiko še zaostril in prignal prav na slovenskem primeru prvič v Evropi do modernega, to je totalnega koncepta iztrebljanja motečih skupin, kdor se prostovoljno ne asimilira večinskemu jeziku in narodu, ga čaka nasilna razlastitev vsakršnih narodnih in osebnih pravic ter pridobitev, od javne rabe jezika do političnega delovanja, od posesti do institucij, od kulturnega delovanja do pravice do slovenskega imena in priimka. Naravnemu, pozneje celo organiziranemu odporu zoper takšno fašistično barbarstvo je stal celotni represivni državni aparat na čelu s sodstvom in s tem v zvezi intenzivno razdeljeno kaznovalno politiko od smrtne kazni do različno kategoriziranih zaporov in koncentracijskih taborišč. Šele vojaško uspešni partizanski boj proti fašizmu z zmagovitim korakom partizanov v Trst maja 1945 je prinesel primorskim Slovencem redko občuteno olajšanje in novo upanje, ki pa ni trajalo dolgo. Geostrateški politični razlogi zahodnih zaveznikov so narekovali umik slovenske, lahko rečemo tudi jugoslovanske vojske in oblasti iz Trsta, ki je po londonskem sporazumu leta 1954 ponovno pripadal Italiji. Nova demokratična italijanska republika se je zavezala v duhu demokracije in spoštovanja človekovih pravic spodobno poskrbeti za slovensko manjšino v celotni vzhodni obmejni vertikali, a kal nestrpne sovražnosti zlasti do slovenskega življa in zlasti v Trstu je ostala in jo politično uspešno vzdržujejo vse do danes. No, morda se stvari nekoliko spreminjajo na bolje, vendar počakajmo, da bomo videli, kako se bo stvar iztekla. V Trstu danes še vedno ne najdeš razen na pročelju kakšne slovenske ustanove ali šole enega samega slovenskega napisa ali table. Namesto, da bi se za priznanje nasilja in krivic nad Slovenci pogovarjali o tem, kako bi jih obžalovali in popravili, se pogajajo o formulacijah. Oglejte si spominsko ploščo na nekdanjem Narodnem domu, pa vam bo morda bolj jasno. No, jaz sem si to spominsko ploščo ogledal, s časoma vam jo bom tudi predstavil torej med slikami. Hvala lepa. Tule bom pa toliko, da ne boste v dvomih, kako pravzaprav jaz to
s to ploščo bilo, bom prebral, da boste videli, kaj pravzaprav se v Trstu dogaja, ko gre za nekatere nacionalne stvari, ki se tičejo seveda slovenskega življa in pa krivic, ki jih je moralo pretrpeti. Takole. Na plošči na Slovenskem domu zdaj piše takole. V tragični spektakularnosti tistega popoldneva sem zaslutil nekaj strašnega, grozovitega. Meje tistega trga so se razširile v usodno vizijo ruševin in razdejanja, kakor da bi nekaj daleč bolj krutega od minule vojne ogrožalo temeljne naše civilizacije. Đani Stuparič, Trst v mojih spominih. Torej, kdo je kaj napravil, kdaj je kaj napravil, kdo je komu kaj napravil, od tega iz tega zapisa z te plošče ni mogoče ugotoviti. Kaj pa umetnostna stroka? Kadar danes Slovenci to stran slovensko-italijanske meje pomislimo na Trst, se nam v spominu refleksno odvrti dolgo in težavno stoletje prepolno poniževanja, zatiranja, krivic, ponovnih poskusov iztrebljanja. Zdi se, da o tem raje ne razmišljamo in ponovno oživljanje neporavnanih zamejskih zamer, na katere nas novo pominjajo, nam je nadležno. Borisa Pahorja, tega pisatelja neomajnega in avtentičnega glasu Slovencev v Italiji, niso ne v bivšem režimu in še danes ne povsod po Sloveniji dobro sprejemali. Misel v Trstu se mi poraja iz težavnosti njegovega mišljenja. Zato se mi nujno postavlja vprašanje, zakaj nas tako hromi, zakaj tega ne bi mogli spremeniti. Ob tem bi pričakoval, da bi vsaj ljudje, predstavniki znanosti in kulture, zmogli potisniti v stran vsa ta nakopičena nelagodja in neprijetne osebne izkušnje s Trstom in njegovim italijanstvom in si reči, sej, če pustimo vnemar nenehne težave s Trstom, je mesto samo po sebi lepo, urbanistično, v starejšem delu celo smotrno urejeno, v mestnem jedru pa se razkazuje paleta vrhunskih arhitekturnih spomenikov, od še rimskih ostalin in srednjeveške stolnice svetega Justa, vrh Griča, ter ob njej veličastne renesančne trdnjave istega imena, trdnjava svetega Justa, na trikotni osnovi do izjemnih klasicističnih stavb, tule na posnetku jih nekaj vidimo, v razširjenem mestnem središču, množice veličastnih poznohistorističnih stavb in še marsikaj drugega. Tudi slovenska umetnostna veda o Trstu ne reče skoraj nič. France Stele, ki je k bibliografiji slovenske umetnostne zgodovine prispeval med drugim sjajno umetnostno geografsko študijo Umetnost v Primorju, išla 1960 pri Slovenski matici, se je Trstu izognil v širokem loku. Meni reči, da je to tujerodno mesto, navajam, ki mu ni uspelo, da bi se razvilo v pomembno umetnostno središče z lastno tradicijo, čeprav je po svojih spomenikih umetnostno nedvomno pomembno, po svojem značaju oblikujoče se mesto. Resnično svojski in pomemben je Trst samo toliko, pravi Stele, kolikor je služil povišenemu izrazu primorskega razpoloženja. Konec citata. Lutz Menaše je v svojem evropskem umetnostno-zgodovinskem leksikonu, izdan leta 1971, mestu namenil 20 vrstic. Znotraj gesla pa posebej izpostavil katedralo svetega Justa s 7 vrsticami in mestni muzej Revoltela oziroma galerijo moderne umetnosti v njem s 25 vrsticami. Več pozornosti mu je namenil Nace Šumi v katalogu krajev v okviru temeljne študije Naselbinska kultura na Slovenskem iz leta 1995, vendar v slikovni predstavitvi komaj za stran več kot denimo Mariboru. Bistveno bolje se v tej zvezi odreže leksikalno geslo v Enciklopediji Slovenije v 13. zvezku, od skupno 15 strani, jih je 13 posvečeno zgodovini, pisali Milan Buffon, Jože Pirjevec in Jože Žontar, pol strani arheologiji, za kar je prispeval Božidar Slapšak, in 1,5 strani likovni umetnosti, za kar je poskrbel dr. Damjan Prelovšek. Če k temu prištejem še osamljeno razpravo Damjana Prelovška o terezijanskem Trstu,
izšlo v kroniki leta 1985, je to v splošnem umetnosti Trsta z vidika slovenske umetnostne vede tudi skoraj vse. Zgodovinarji se lahko pohvalijo z več kot 100-letno kontinuiteto ukvarjanja s Trstom, od še deskriptivnega Simona Rutarja z konca 19. stoletja in vrste zgodovinskih prikazov posameznih dogajanj v 19. in 20. stoletju do obsežnejših študij o Slovencih v Italiji v zadnjih 150 letih in še posebej Slovencih v Trstu s prvovrstnimi avtorji, kot so med drugimi Milica Kacin-Bohinc, Jože Pirjevec, Nevenka Troha in še nekateri drugi. Nekaj bolje je z likovno umetnostjo, predvsem več smo pokazati likovna, literarna, glasbena in gledališka publicistika, ki sproti ali z nekaterimi monografskimi prikazi mestoma tudi zelo poglobljeno obdelovala pomembna dejanja slovenske umetnosti in umetnikov v Trstu, zlasti v minulem 20. stoletju. Razumljivo je, da se slovenska humanistika in kritika žive ustvarjalnosti ukvarja najprej s tem, kar ima svojega, pravzaprav se morata se s tem ukvarjati, saj se to od teh dveh strok pričakuje. Ni pa razumljivo, da razen v Trstu nista videli in ne vidita za zdaj skoraj nič drugega. Če hočejo Italijani v Trstu in lokalna oblast, ki jo izvolijo, še naprej voditi nespametno in neproduktivno politiko zanikanja Slovencev v Trstu, neuvidevanja njihove prisotnosti in sposobnosti kulturnega ustvarjanja, morajo Slovenci v Trstu in oni onkraj meje spoznati, da trmoglavo izključevanje Italijanov, njihovega tudi kulturnega prispevka v zgodovini Trsta in sočasnih kulturnih prizadevanj na vseh področjih sodobnega življenja, od znanosti in umetnosti do gospodarstva in politike, ne prinaša nobene koristi. Čakati na opravičilo za pretekla in sedanja nasilna dejanja in popravo krivic je človeško sicer razumljivo, ne more pa služiti za nekakšno platformo ali mehanizem za poenotenje notranje manjšinske politike, kaj šele za razumen politični cilj. Razlogov za čakanje in splošno nedejavnost ob tako velikanskem, mnogoobraznem pojavu, kot je Trst, velemestni Trst, že dolgo ni več. Vendar je treba zbrati tudi nekaj poguma, da bi odstrli megličasto zaveso nelagodja in predsodkov, potem pa z jasno mislijo in pristno, neobremenjeno, znanstveno radovednostjo vstopiti v Trst, se razgledati v vseh plasteh njegove kompleksne fizične podobe in seči vse globine njegove zgodovine in družbene stvarnosti. Slovenci, ti, ki žive v tržaški stvarnosti in oni, ki smo zunaj nje, smo enako odgovorni za kakovostno in uspešno izvedbo naloge, za katero že dolgo vemo, da je nujna, a smo jo predolgo zanemarjali, se izmikali, odlašali. Imenuje pa se odkriti Trst, preučiti Trst, misliti Trst. Odprt, iskren, znanstveno angažiran odnos do te teme mora biti edino vodilo naloge in samo tak more zbuditi tudi na italijanski strani ustrezno spoštljiv odziv, če smo pripravljeni verjeti, da je tudi pri njih, vsaj pri nekaterih kulturnih ljudeh, volja po sodelovanju in prijateljskih, kolegijalnih odnosih. Osebno poznam kar nekaj takšnih ljudi, s katerimi se je dalo dobro delati. In ob tem premalo damo na Evropo, na ukinjanje notranjih meja med članicami Evropske unije. Kdo nam brani iti v Trst, denimo, z resnimi gospodarskimi ali kakršnimi drugimi pobudami? In v Trstu bodo kmalu dojeli, da je njegovo slovensko gospodarsko zaledje za njegov razvoj in napredek morda še edina preostala priložnost. Mesto s široko okolico namreč že desetletja gospodarsko in družbeno stagnira. Pri življenju ga ohranja italijanska državna politika, ki ga še vedno vidi kot nekakšen branik italijanstva ob železni zavesi. Slovenija kot država se zaveda obveznosti, ki jih ima do svojih manjšin v Italiji, Avstriji, na Madžarskem, nima pa, kolikor poznam stvari, nobene jasne politike do Trsta, niti do njegovega širšega gospodarskega zaledja in sosednjih pokrajin. Za ves ta prostor ob zahodni meji bi bilo koristno izdelati načrt, kako ravnati z njim, kako se povezovati in gospodarsko sodelovati, ter imeti pred očmi slovensko manjšino z njenimi možnostmi razvoja,
s prav tako podhranjeno družbeno in gospodarsko infrastrukturo. Poseben vidik, in za tega mi gre predvsem v tem razpravljanju, pa moramo vzpostaviti v družboslovnih in humanističnih znanostih. Kako iz Trsta številnimi vznemirljivimi vprašanji, ki so se v stoletjih strnila v svoj vrsten družbeno-zgodovinski in urbani kompleks, narediti pregledno znanstveno-raziskovalno temo. Prav v tej nagrmadeni tržaški zagonetnosti vidim največji izziv. Tu orisujem nalogo v določenem zamejenem tematskem korpusu, tako kot mi je pač stroka, ki pripadam, ukrojila pogled. Zdaj pa nekaj na kratko o urbanizmu in arhitekturi Trsta. Slovenci imamo s Trstom že z njegovim fizičnim obsegom, še bolj pa z njegovo vsebinsko kompleksnostjo, če tudi smo ves čas tam, težave. Stelej zapisal, da nam je tujerodno mesto. Po tolikih stoletjih še vedno ne vemo, kaj pravzaprav z njim. Strmimo in se čudimo, na neki čudni način nas privlači, a se nam vedno znova izkaže za prevelik zalogaj. Toda ali nismo prezrli, da smo tudi mi zgodovinsko zrasli in dozoreli in da se je mogoče danes na poti iz občin z roba Kraškega roba. Poglejte, to je posnetek z tega Kraškega roba. Zazreti van, povsem neobremenjeno, ga s pogledom premeriti od enega konca zaliva do drugega, slediti njegovi urbanizaciji po bližnjih pobočjih in se z novimi pogledi in pričakovanji spustiti v mesto. Z Dunanjem in drugimi velikimi mesti, ki so jih v novejšem času kot svetovni popotniki obiskujemo, nimamo težav. Ko se na Dunaju razgledujemo po Ringu, njegovih plalačah in spomenikih in onih še znotraj nekdanjega obzidja, si včasih na tihem rečemo, koliko je tu tudi slovenskega denarja, slovenskega dela, znanja in talenta. Godi nam, ko nam celo nekateri preprosti Dunajčani povedo, da vedo za Plečnika in njegovo Cahrlovo hišo, pa za Fabjanjevo Artarijo, pa Uranijo. In z razgledovanjem po Trstu ne bi smelo biti v bistvu nič drugače. Le da si tam lahko rečemo tudi bolj na glas, tu smo tudi doma. Ali da, s Pahorjevimi besedami, da je Trst tudi slovensko mesto. Tudi slovensko mesto Trst, dobesedno po Pahorju. Pa ne gre za kakšno novo obojeno polaščenje, to pot nam gre za hladno zgodovinsko ugotavljanje, kaj in kako se je zgodilo in kako, da smo znatnim delom slovenskega narodnega telesa še vedno tam. Zgodovinski resnici na ljubo je treba priznati, da v času, ko se je Karel VI. Odločil za novo politiko do Trsta z razglasitvijo svobodnega pristanišča in pozneje za Marije Terezije s prvimi obsežnejšimi akcijami, usmerjenimi v rast in razvoj mesta, vse z namenom, da bi vanj privabili trgovce in mu zato hoteli dati vse, kar potrebujejo za novo uspešno trgovsko središče, Slovenci kot politični subjekt nismo obstajali. Niti Trstu bližnje habsburške dedne dežele, v kateri so živeli Slovenci, niso imeli pri tem projektu nobene pomembne vloge, niti politične. Bile so neme opazovalke in izvrševalke cesarskih odločitev. Trst je bil vseskozi izključni projekt habsburške cesarske hiše. V njem so videli sebe in v pojmovanju nove mestne zasnove do neke mere prezrcaljeni Dunaj. Igor Škamperle je v Pogledih nedavno tega leta 1910 dobro opazil, da Trst ni mediteransko mesto. Pričemer je mislil na urbano zasnovo novih četrti terezijanske, jožefinske in franciscejske ter na videz novih stavb v njih. Ureditev prostora za novo naselje trgovcev in drugih potrebnih dejavnosti, ki gredo svobodnemu pristanišču na mestu prvotnih solin na severu starega mesta, je bil od vseh zasnov Karla VI. In njegove naslednice Marije Terezije največji in najambicioznejši načrt v vsem cesarstvu. In naj si se v svojih začetkih razvijal še tako počasi in z neštetimi težavami, kar je naposled odgnalo enega njegovih poglavitnih zgodnih izvajalcev, Ljubljančana,
Franca Henrika Rakovca, je vendarle po svoji zasnovi, zastavljeni velikosti urbanih blokov in posledično velikosti arhitektur, daleč največji dosežek Dunajskega dvora zunaj svoje prestolnice. Nekoliko si poglejmo zdaj njegovo situacijo ta hip, to je pogled na širše območje Trsta, izrez iz zemljevida Tržaško ozemlje, zemljevid s krajevnimi in ledinskimi imeni, ki ga je izdala Slovenska matica leta 1977, mestne četrti od severa proti jugu, ne vem, če se to dobro vidi z te razdalje, jih bom samo naštel, da boste videli, kako jedro Trsta obdajajo prvotno slovenska naselja, ki so seveda zdaj del mestnega sklenjeno pozidanega področja. Na severu imamo torej Barkovlje z znamenitim svetilnikom, spodnja in zgornja Greta, Rojan, Škorkla, Verdela, Sveti Ivan, Kjadin, Novo mesto, Staro mesto, Sveti Andrej, Sveti Vid, Sveti Jakob, Rocol na Lovcu, Čarbola, Sveta Marija Magdalena, Lonjer, Katarina, Rovte, Kolonkavec, Sveta Ana, Škeden. Škeden je tale na tem spodnjem robu z industrijskimi, železarno-industrijskimi objekti. Večja slovenska naselja v širšem obrobju so pa, torej gremo ob obali spet proti severu, od vrha Nabrežina, Križ, Prosek, Kontovel, občine Trepče, Gropada, Padriče, Bazovica, Boljunec in Dolina. To je Trst v njegovem centralnem pogledu na osrednji kanal z cerkvijo Svetega Antona. Sicer pa imamo na freski Svetega Justa iz 1370 v cerkvi Svetega Justa pogled na srednjeveški Trst. Tu lepo vidimo venec trdnjav. Če jih zelo natančno pogledate, boste prepoznali tipe trdnjav, ki jih še danes lahko vidite v Piranu, s temi zvotlenimi volumni. Vidite strnjeno pozidavo v spodnjem delu mesta z nekaj tudi širšimi prostori vmes, pred cerkvijo razmeroma še odprt prostor in pa ob pristanišču se v ozadju, se pravi za prednjim vhodnim stolpom, obrambnim, vidi pravzaprav tudi mestna hiša prvotna. Leta 1540 na sliki Benedeta Karpača vidimo, da se položaj ni bistveno spremenil. Ob značilni, torej zgoščeni pozidavi Malega Trsta se ob Svetem Justu pojavi nekoliko večja trdnjava. In še pogled na Trst severa po podobitvi Valvarzorjeve slave vojvodine Kranjske z 1689, pa opazimo zdaj nekatere pomembne nove pridobitve. Najprej velika trdnjava tule na moji levi, arhitekt Pietro de Pomis je napravil orjaško trdnjavo z ogromnimi zidovi na trikotni osnovi, to je bila trdnjava Svetega Justa. Potem lahko vidimo Svetega Justa cerkvico zgoraj na vrhu, še vedno nekaj praznega prostora ob njem, pa spodaj nekoliko niže, tule, cerkev Marije Velike, to je tedaj pomembna baročna prireditev starega Trsta. Če pa pogledate obzidje, pa vidite, da se pravzaprav ponekod ruši, da je stolp nad mestno hišo tamle prav na desni porušen. Skratka, Trst v tem času je videti prav uborno. Tisto, kar ga nekoliko bolj odlikuje, pa vidimo v ospredju, to je sistem solin z imenitnimi zidovi, z temi napajanjem oziroma z vodo, ki se razporeja potem po poljih in pridobiva sol. Skratka, kar verna podoba, tak je bil Trst pravzaprav v trenutku, ko ga je nekako obsijala ideja Karla VI., da bi ga napravil v svobodno mesto Trst. Maketa srednjeveškega Trsta torej izgleda takole, kar kažejo že skice. Zgoraj torej orjaški stavbni kompleks z velikimi bastioni, pomaknjeni močno proti vzhodu, obzemlje okrog Svetega Justa, še vedno prazna
površina, za katero se je pozneje izkazalo, da je bil nekoč tam stal antični tempelj, kar kaže na to, da se je v Trstu nekoliko drugače kot v drugih kolonialnih mestih Rima, da je bil rimski forum na mestu tega templja oziroma v bližini cerkve svetega Justa v tistem vogalu mesta. Vidite lepo vstop za približno orientacijo nad solinami, kar smo videli tudi že na prejšnjem posnetku. To je, vidi se, da imamo staro mestno gledališče, ki ga glavni vstop obide z severne oziroma z vzhodne strani, se pravi z gornjega roba, in drugi vstop ob solinah pa ob sprednjem robu. No, to je danes tam približno vogal trga, Borznega trga. In to gledališče oziroma ta amfiteater so v fašistični dobi prej bil popolnoma pozidan z srednjeveško zazidavo, zaradi seveda imperialnih reminiscenc so to gledališče popolnoma očistili in ga vidite danes pravzaprav v nekoliko konzervirani obliki. To je začetku 18. stoletja, se pravi, tak Trst je pričakal začetek svoje nove zgodovine. In potem imamo prospekt Trsta s pristaniščem leta 1728, se pravi, kakšno 10 let po ustanovitvijo, še vedno vidimo značilno panoramo, nekoliko podobna je Valvazorjevi, s tem, da imamo tu še vedno soline. Gradnja objektov se še ni začela, začela se je prav na mestu solin, ki so jih začeli sistematično izsuševati. In tu se pri teh delih omenja prav naš Rakovec, ki je imel neskončno veliko težav in odnehal, vendar je seveda pripravil prav tole področje. Staro mesto, novo mesto ali Borgo Terezijano, se pravi terezijanska četrt, je bila pripravljena za novo pozidavo. Ta karta je še posebno zanimiva zato, ker kaže, to je Kandlerjev načrt, ki kaže prvotno linijo Trsta in nova nasutja za nove mestne četrti, pa tudi trdnjavo svetega Vida na južni strani starega mesta. Se pravi, centralni novi del je bil Borgo Terezijano, kot vidite, kompletno nasut oziroma uporabljene so bile soline za nasutje, potem pa pred starim mestom ponovno nasutje in prostor za hiše, ki stojijo v vrsti, kot pravi naša ljudska modrost, stojijo v vrsti kot hiše v Trsti. To je pa Borgo Giuseppiano, to je po sinu Marije Terezije in cesarju Jožefu II. Pozneje se bo ob črti nekdanjega Torrente ali potoka se bo razvilo še tretje mesto. Tam že vidite en velik kvadrat. Mislim, da se bo ta kvadrat pozneje pojavil kot mesto za velikansko bolnišnico. To je pa tretje mesto ali Borgo Franceschiano po cesarju Francu I. Avstrijskemu. Nehal je biti nemški cesar in pa zato postal Franc I. To je Trst okrog leta 1785, ko že vidimo, da je Borgo Terezijano že dodobra urbanizirano. V tem delu se pojavijo potem ledjedelnica. Torej, pozidano je Borgo Terezijano. Med lastniki stavb, vidite, takole se posamezni stavbni bloki počasi zapolnjujejo. Imamo tudi že prvo cerkev tule v osi kanala svetega Antona, ki se je, kot sem rekel, skazala za premejhno in jo potem takoj podrejo in zasnujejo potem tisto, ki je napravil Pietro de Nobile, monumentalno in zaseda celotni stavbni blok. In poglejte, zdaj se vpisujejo imena lastnikov oziroma naročnikov zazidave. Torej, to je zdaj, kot vidimo, da to počasi nastaja, Borgo Terezijano, med lastniki stavb oziroma parcel pa se pojavljajo tudi slovenska imena. Recimo našli bomo imena Kunc, Urbas, morda še katero, ter že nakazana smer pozidave za Borgo Giuseppiano.
zdaj še z nekega drugega pogleda. To je zdaj sistem, ki nastaja na novo, cerkev še vedno stara, hiše v vrsti, onkraj te zareze, ne, je pa že to nastalo za cesarja Jožefa II. Pietro de Nobile je napravil še podobo tržaškega velikega trga iz 1798, to je še tistega trga, ki je nastal, preden so potem ta trg razširili in napravili tisto velikansko ploščad, ki se danes imenuje Piazza Unità ali trg enotnosti. To je iz leta 1798. Ne. Imamo še staro mestno hišo, pa potem tamle se vidi tudi zapor, cerkev Svetega Petra na trgu in tako naprej. Skratka, prvoten pogled. No in potem imamo tule že Trst iz leta 1806, ki kaže pravzaprav zdaj dve popolnoma jasni novi urbani enoti, Borgo Teresiano, Borgo Giuseppiano, vmes med njima pa v bistvu še staro mestno jedro, ki je v spodnjem delu, se pravi v stiku z morja, zdaj doživlja velike spremembe. Celoten ta predel bo odstranjen in proti morju se bo odprla velika ploščad brez pravzaprav neke zaščite. To je pogled na mesto s severozahoda iz 1802 z ladjami v zalivu, pa potem Trst iz leta 1828. In še ena slika v letih tik pred prihodom železnice. Mesto ves čas raste, zdaj imamo tule ob obeh mestih, naj vas ne moti, ker je zdaj pogled proti, ker je zdaj pravilno orientiran, se pravi, da ga imamo proti severu, Borgo Teresiano, Borgo Giuseppiano in že zastavitev še tretjega mestnega dela, to je Borgo Franceschiano. Še ena slika, Trst tik pred prihodom železnice, zdaj pa z vzhoda. Na desni, torej ta veliki blok, ki ga tukaj vidite, je blok bolnišnice z jasno urbanizirani predel okrog bolnišnice z Borgo Franceschiano. Potem pa pride sredi stoletja 19. železnica v Trst. Ob vseh predelih mesta, ki jih zdaj že dodobra poznate, dobi zdaj Trst na svoji severni stranici oziroma severnem vstopu v mesto, dobi zdaj velik kompleks železnice, ki pride torej 1852. leta do Trsta. Poglejmo ga še z vzhodne strani. Jaz upam, da ni prehitro, da se zlahka orientirate. Staro mesto tule, Giuseppiano, Franceschiano, bolnico, potem se vedno dobro orientirate za franciscejski del mesta in pa zdaj razvijajoče se naprave ob železniškem kolodvoru in ob izteku železniške proge v Trstu. Pa še pogled na Trst ptičje perspektive, torej že vidimo tudi na desni železniške naprave. To je Trst z ptičje perspektive zahoda iz 1862. leta. Pogled še na železniško postajo 1857. Vlak zapelje v prekrasno zastekljeno galerijo. Pa Trst, kakršen je bil, torej ta obalni del z vrzeljo za velikim trgom tule. Piazza Unità. In pa Trst
pogled na Trst v 60. letih, ko vidimo tudi ob pristaniščih na severni strani Barkovle že tudi nove bloke, povsem moderne. In tule se bomo nekoliko posvetili pa posameznim arhitekturam, ki so začele počasi zasedati prvo pozidavo v Borgo Terezijano. Po mnenju raziskovalcev, torej Marka Poceta in Damjana Prelovška, pravega baroka in rokokoja, ki sta prevladovala ta čas na Dunaju in en dosti manj intenzivno v Ljubljani, v Trstu skoraj ni najti. To je zanimiva ugotovitev. Resnična. Urbanistična zasnova terezijanske četrti in nadgrajevanje v istem slogu na zahodni strani starega mesta v Jožefinski meri dlje v prihodnost na klasicizem. Ob tem so bili od samega začetka zaželeni veliki stavbni formati, kakršnih je bilo celo na Dunaju malo, če izvzamemo razsežnosti recimo cesarskega dvorca Schönbrunn, pa nekoliko mlajšega belvedera Evgena Savojskega. Dober zgled je cerkev svetega Antona v osi Velikega kanala, ki skoraj povsem simetrično deli terezijansko četrt. Sprva so postavili manjšo cerkev za trenutne potrebe, a so jo že v začetku 19. stoletja nadomestili z monumentalno klasicistično zasnovo, ki je nastala med 1826 do 1849 arhitekta Pietra Nobila. Ta je zapolnila, kot pravim, celotni stavbni blok in s svojo monumentalno fasado obvladuje celotni mestni predel, zlasti kanal. Predtem sta določili nove formate novih javnih poslopij palači Borze Antonija Molarja. To je še risba Pietra de Nobila južne fasade cerkve, se pravi proti kanalu se kaže z veličastno kupolo, proti ulici na tej strani, se pravi na vaši desni, pa z dvema malima zvonikoma. Tule, kar vidimo, je palaca Carciotti Antonija Molarja, ki je napravil v začetku 19. stoletja 1802 do 1805 Mateus Perč. Borzo bomo videli nekoliko pozneje. Vzporedno z vse številnejšimi gradnjami v novih četrtih, terezijanski in jožefinski, se je že v prvi polovici 19. stoletja pridružila še Franciscejska, ki se je naslonila na novo razkošno avenijo Torrente, to je hudournik, danes cesta Carducci, in z novo pretežno kvadratno obliko urbanih blokov segla proti vzhodu, se je razvijala tudi ustrezna mestna infrastruktura, torej z vodovodom, kanalizacijo, v pristanišču pa z novimi pomoli in izboljšavami. Obrobe te četrti, pozidana bolnišnica, bila ena največjih svojega časa, medtem ko so gradnjo velikega svetilnika, no to je palača Borze, ki sem jo obljubil, avtorja Antonija Molarja, Carciotti je napravil, kot sem rekel, Mateus Perč. Tule imamo še na ogled še novo pravoslavno cerkev Grško. Prvotno Grško ob kanalu so prevzeli Srbi, tako da so si morali Grki napraviti novo, to je takoj ob Velikem trgu jo najdete, imenitno z takšnole notranjščino. No in tu je ta veliki svetilnik, ki so ga zaupali v južnem delu pristanišča Mateusu Perču. Z ambicioznostjo pozidav in zaposlovanjem najboljših arhitektov je vsaj med Italijani rasla tudi ustvarjalna samozavest. In čut za posebne ideje in ljudi, ki so prihajali v Trst. Tržaški advokat in intelektualec Domenico Rossetti je dal leta 1808 ob 40. obletnici nasilne smrti Joakima Winkelmana v Trstu pobudo za postavitev spomenika temu znamenitemu arheologu. No, še nekaj
stavb, ki kažejo na slovenske naročnike, mimogrede. Giovanni Rigeti je napravil načrt značilne klasicistične palače za Franca ali Francesca Pilerja in Jakoba Giacomo Benedičiča, pisano tule, dobro vidite, Benedičič, ne. Tako da vidite, da so bili Slovenci s svojimi imeni oziroma svojimi dejavnosti zelo navzoči v Trstu od samega začetka, torej v tistem času gotovo ne tako zelo izpostavljeni. Pač nekaj normalnega v Trstu, kot se je v tistem času dogajalo z vsemi, ki so prihajali iskat svoje priložnosti. Mateus Perč je napravil še tole rotundo v letu 1804 do 6, skratka, to je še v starem mestu, torej tudi v starem mestu najdemo nekatere izvrstne palače, kot je tale z temle zaobljenim vogalom in tudi seveda z značilno plastiko v zgornjem delu. Kot vidite, ne, to je prav za tržaške palače značilno, da so jih opremljali ob stebrih ali pilastrih z tole reliefnimi okrasi. Kompleks Svetega Justa, tole je z severne strani, pred sabo imamo najprej ploščad, na kateri torej je bil očitno tempelj, ki ga je Pietro de Nobile nekako razkril in poudaril z nekaterimi stebri, v ozadju cerkev Svetega Justa, ki je nastala z združitvijo cerkve in kapele v 14. stoletju. Tule imamo tudi apsido z mozaično podobitvijo Kristusa med svetim servolom, ta je na vaši desni, in pa svetim Justom na vaši levi. To je iz 12. stoletja, kar samo govori o tem, da je bil ta prostor tako kot beneški, pravzaprav še vedno pod močnim vplivom bizantinske umetnosti, saj ta mozaik to zelo jasno izpričuje. No in zdaj mali tempelj s kenotafom, ki ga je hotel Domenico Rossetti in potem naposled tudi uresničil, postaviti Johanu Joachimu Winkelmannu. To je bil gotovo da en najpomembnejših arheologov, ki je v svojem času razkril umetnost klasične antike in napisal o tem debelo knjigo, opozoril na vandalizme, ki so se dogajali z izkopavanjem Herkulanuma in Pompejev in naredil z tega škandal, ne, v Neapeljskem kraljestvu, kjer so to barbarsko izkopavali za kraljeve potrebe, so seveda bili osramočeni. No, in on je tudi avtor ideje o tako zvani beli antiki. Vsa antika, ki se je v tistem času kazala Winkelmannu, je bila bela, brez barve. No, poznejša raziskovanja so seveda pokazala, da so bili mnogi, ne samo kipi, ampak tudi arhitekture, živo poslikane. Seveda vedno poudarjajoč temeljne vidike tektonike, se pravi, da so drugače obarvani stebri kot aktivni arhitekturni členi, ki nosijo, in drugače obarvani tisti deli, kot so arhitravi in timpani, ki so nošeni. Torej, Winkelmannu hočejo postaviti spomenik. Zaradi francoske zasedbe Trsta leta 1809 in drugih oteževalnih okoliščin pa mu zamisel v obliki kenotafa, malega klasicističnega templa z izvrstnim figuralnim nagrobnikom, tole, tik pod katedralo Svetega Justa, da mu je uspelo izvesti še leta 1833. Si predstavljate vso to dobo, več kot 20 let, skoraj 20 let je čakal, da bo to izpeljal, kar govori o njegovi nenavadni vztrajnosti in senzibilnosti za zanosno, romantično čutenje časa. In Trst je v največji meri rasel v duhu mednarodnega prepletanja, poslovnosti in velikih gradbenih projektov z arhitekti in inženirji iz bližnje Italije kot z oddaljenega Dunaja in širšega, pretežno, a ne izključno srednjeevropskega okolja. Slovenske dežele z Ljubljano niso imele na duhovnem področju ponuditi nič takega, kar bi se moglo tedaj včleniti v tržaški kulturni kontekst. Sprašujem se, če v Ljubljani, takrat, ko si je Rossetti prizadeval, da bi napravil Winkelmannu ta spomenik, kdo v Ljubljani sploh vedel, kdo je bil Winkelmann. Razen morda pozneje kakšnega Prešerna in Čopa, si težko mislim, da bi
Mogoče je Zoisov okrog poznal Winkelmanna, drugi pa skoraj gotovo ne. Kaj šele, da bi imeli približno takšno idejo, kot jo je imel Domenico Rossetti. Zakaj tako? Veliko igro Trsta je vodil Dunaj s kar najširšim zaledjem nemških in čeških dežel. Ko so okrog sredine 19. stoletja začeli graditi tako imenovano južno železnico, so imeli pred očmi ob vseh zlasti gospodarskih koristih dežel, prek katerih bo speljana, z ene strani Dunaj, z druge pa Trst, in v tej optiki je bila Ljubljana zanje zgolj ena izmed postaj na poti do Trsta. Že sama zamisel za železniško povezavo, še bolj pa hitrost in drznost njene izvedbe, kažete na izjemno pozornost in velika pričakovanja od tako povezanih središč, enega globoko v osrčju Evrope, drugega na robu vezi med Donavo in Jadranom. In za to delo so našli edinstvenega, naravnost genialnega inženirja Karla Gego, po rodu Benečana, po poklicnem profilu visokega državnega uradnika, usposobljenega za največje naloge cesarstva in svojega časa. Do Gege so železnice tekle z večinoma po ravninah in blago razgibanih krajinah. Sam se je lotil gradnje v hribovitem področju in na poti do Trsta premagal dve najtežji oviri. Ena je bila Semerinški prelaz in ostri kraški rob nad Tržaškim zalivom. Za svoje mnogo manjših radijev, torej za nove zavoje, mnogo manjših radijev, je zasnoval nove konstrukcije podvozij, vagonov, torej z dvema malima gibljivima platformama za premagovanje večjih strmin, pa znatno močnejše lokomotive. Njegove viadukte, na primer tale pri, ne vem natančno, vsekakor onega pri Borovnici nimamo več, tale, ki je slikan v barvah, pa najbrž izvira iz nekega drugega dela, ni toliko pomembno, kje je, vendar gre za seveda del te južne železnice. Pri Borovnici je bil torej v zadnji vojni večkrat uničen in je proga speljana drugje. Pod Kraškim pragom pa je mogoče primerjati, torej te, ki jih lahko vidite, če se peljete proti zahodu, proti Benetkam, te je mogoče primerjati z najbolj impozantnimi rimskimi gradnjami in so upravičeni v tistem času uveljali za največje znamenitosti. Ko se je tako Trst približal Dunaju, da je bilo mogoče z vlakom v dobrega pol dne priti v Trst, so se na dvoru odločili za stalno bivališče uradnega predstavnika dvora v Trstu ali v njegovi bližini. Arhitekt Karl Juncker. Tukaj še en pogled, kako pride zdaj železnica k morju iz sočasne upodobitve. Sicer pa grad Miramar, ki ga je torej napravil arhitekt Karl Juncker 1856. leta za cesarjevega brata, pozneje mehiškega cesarja, v Mehiki tudi ustreljenega Maksimilijana in njegovo ženo Šarloto. Torej, vidite grad, postavljen v okolje Miramarskega parka z izbrano raznoliko vegetacijo s pogledom na Tržaško pristanišče. S to odlično zgradbo se je o prevladujočem klasicizmu uveljavil tudi novi slog, ki so mu italijanski raziskovalci dali ime kvadratna gotika ali gotiko quadrato. Z njim in še z novimi slogi se je precej razširila paleta tako imenovanih historizmov. Skokovit napredek, rast in naraščajoče bogastvo Trsta je spremljala vse bolj razkošna in proti koncu stoletja sestavno plastiko in dekorem naravnost prenasičena arhitekturna gradnja. Značilni predstavniki tega razkošnega oblikovanja v različnih slogovnih govoricah so pripadali denimo arhitektski dinastiji Berlam, kot jo imenuje Marko Poceta, ki je posvetil izčrpno monografijo leta 1999. Množica nalog je skoraj 80 let zaposlovala 3 člane te judovske družine, očeta Giovannija, Andrejo,
živel 1823 do 1892, njegovega sina Ruggera, živel 1854 do 1920 in še Ruggerovega sina Arduina, živel 1880 do 1946. Ob njih še mnoge druge, med katerimi velja omeniti vsaj Enrika Nordija. Giovanni Andrea se je izkazal s palačo Gobčević, ki jo imate pred sabo, 1850 nastala, z izjemno zamislijo dekorativne keramične fasadne obloge, ki preprede umirjeni raster novorenesančnih oken, strogo zvrščenih v 4 nadstropnih nizih. Po pozidavi svoje vile leta 1854 v slogu beneške renesanse so mu bila na široko odprta vrata do najuglednejših naročnikov, za katere je izvedel desetine palač in vil. Leta 1882 pa zasnoval in izpeljal znameniti arhitekturni okvir za razstavo bolje sejem avstro-ogrskega kmetijstva in industrije v Trstu. To je tloris tega in potem pogled na paviljone z centralnim razsežnim kompleksom, ki obvladuje celoto oziroma je daje v sredini potreben akcent. Ruggero je nekaj časa uspešno sodeloval z svojim očetom, samostojno pa je nadaljeval z vrsto vil in hiš ter svojo dejavnostjo segel v Krmin, Gorico in Videm ter na drugi strani v Istro do Poreča, napravil je tržaški hipodrom, tule, 1890 do 1892, novo hišo Berlam, ki jo vidite tu, prav dobro prepoznate znameniti ta tržaški slog, ki ga srečujete v vsej gostoti, po vsem prehodu po tem razširjenem centralnem delu Trsta in posebno hišo Leitenburg z razprto arkadno vogalno nišo iz leta 1900. To so teh palač je ogromno, veste, če jih gledate po Trstu, jaz poskušam samo tule nekatere izrazite uspehe tega obdobja predstaviti nekoliko bolje. Skratka, gre za izstopajoče stvaritve v množici drugih, ki so vse soustvarjale novi tržaški slog, kot ga je imenoval Poceto. Ta slog je vseboval najrazličnejše izpeljanke poznih historizmov, razen secesije. Trst nima secesije. Ta je na prelomu stoletja prevladovala na Dunaju, le delček njenega duha pa je v Trst zanesel šele Max Fabiani s tole imenitno palačo Bartoli. V veličastni novi tržaški slog studijo še nekatera dela, ki sta jih skupaj izvedla Ruggero in Arduino kot stopnišče velikanov. Tu je načrt za to stopnišče, to je Scala dei Giganti, 1908, pa sinagogo, največjo v Evropi, to je pogled na realizacijo tega prepleta stopnišč, ki se spuščajo po hribu. Sinagoga je nastala 1906 do 12, tule imamo najprej risbo in pa realizacijo, takole. Zadnje večje delo, ki ga kaže omeniti kot tretjega, se pravi Arduinovo delo, je veliki svetilnik zmage pri Barkovljah, nastal leta 1919 do 1927. Ob tem je Arduino v duhu novega sloga opremljal razkošne ladijske salone na ladjah Saturnija, Vulkanija, izdelane v Tržiču za ladijsko družbo Kozolič. Ruggerov vrstnik Enrico Nordio, ki sem ga omenil že prej, to je še zadnje delo arhitekta Arduina Berlama. To je palača Edes, 1925 do 1930, stoji v neposredni bližini Velikega kanala, tako da je skoraj ni mogoče spregledati v samem Trstu. Enrico Nordio je živel med letoma 1851 do 1923. Ta se je povsem ujel z barlami. Poglejte, to palačo
in ono, ki jo je napravil Ruggiero, pa boste videli, da pravzaprav prevladuje izjemno zanimiv in notranje konzistenten slog nekakšnega poznega klasicizma. Kot vsi drugi, ki so tedaj zidali v Trstu, njegove stavbe Tržaške hranilnice, ki je pred vami, ki je nastala 1894, in Kreditanštalta in pa sodne palače, pogledajte jo, to je znameniti tribunale tržaški, avtorsko v ničemer ne izstopajo. Zdi se, da so si zelo podobni, vendar v celoti in brez najmanjšega popuščanja v kakovosti se podrejo nenapisanemu diktatu novega tržaškega sloga. Steletu je preko ne tako nastala podoba, zbujala nelagodje in ga vodila na misel o tujerodnem mestu. Pa vendar je bila prav taka in še vedno je tudi del našega predstavnega sveta. Zdaj pa si nekoliko poglejmo, kakaj je bilo pa s slovenskim podjetništvom in nacionalno samozavestjo, ki je naposled pripeljala do Narodnega doma. Ali smo bili Slovenci res tako zelo pravzaprav podrejeni v tržaških, gospodarskih in drugih strukturah? Šele v tem poznem času so se v panorami tržaških podjetnikov, trgovcev in bankirjev vidno uveljavili tudi nekateri Slovenci. Med prvimi je treba omeniti Janeza Nepomuka Kalistra, drugega gotovo Josipa Gorupa, ki je znan tudi v Ljubljani, med drugim je sponzoriral znamenito Fabjanjevo dekliško šolo, danes v njej zunanje ministrstvo na Prešernovi cesti, pa potem napravil 2 bloka ob nekdanji Gorupovi in Rimski cesti, ki so bili zdaj pred kratkim prenovljeni. Potem je bilo eno največjih tržaških gradbenih podjetij, podjetje Martelanc, in potem je imel največjo trgovino z ladijsko oziroma trgovec z ladijsko opremo, pa je bil trgovec Žbokl. Bili so pa tudi še drugi manjši podjetniki v Trstu. Vsi ti so bili narodno zavedni, organizirani v slovenskih organizacijah, tudi političnih, in so pomenili jedro dobro organizirane slovenske skupnosti v Trstu. Svojo gospodarsko moč in politično prisotnost pa so želeli pokazati tudi na zunaj in v mestni sliki. Zamislili so si ambiciozno zgradbo Narodnega doma v samem središču ob tedanjem Vojaškem trgu. Za načrt so se, kot zapisano že uvodoma, obrnili na Fabjanija, ki je mogočen stavbni blok italijanskega palaca, to je tip stavbe, italijanski palaco, razmestil številne funkcije od kavarne, hotela in banke do gledališke dvorane, političnih in odvetniških pisarn ter stanovanj. To si lahko pogledamo v prerezu. Ta osrednji del z pomično streho je bila gledališka dvorana. Torej, gre za prvi sodobni večfunkcionalni objekt, odet v dekorativni keramični stavbni plašč z monumentalnim secesijskim vhodom. Opremljen je bil z barvnimi stekli znamenitega dunajskega umetnika Kola Mozarja. Stavba, do tedaj največja manifestacija slovenske gospodarske in kulturne moči, je bila končana leta 1904, zidalo jo je Martelančevo gradbeno podjetje, vodil Fabjanjev sodelavec Josip Kosta Perarja. Ta je nekaj let pozneje se proslavil z samostojno stavbo češke živnostenske banke na ulici Roma, še danes zelo ugledna palača. Fabjani je v svoj dom uravnal glede na velikost tržaških stavbnih volumnov. Še nekoliko dvignil ga je nad druge in ji dal s tem nespregledljivi poudarek na celotnem trgu. Podobno kot na Dunaju se je zlahka užival v prevladujočo urbano strukturo in si jo vzel za svoje prevladujoče stavbne formate. V njegovih očeh je bila Ljubljana, kakor je v istem času soustvarjal s številnimi stavbami
na temelju svojega popotresnega urbanističnega načrta, prav tako moderno mesto, vendar očitno drugačnega, v njegovih očeh manjšega formata. Njene stavbe praviloma za 2, celo 3 nadstropja nižje. Kakor so ga v Ljubljani upravičeno slavili zaradi za tiste čase najnaprednejšega urbanističnega načrta in kljub temu, da je na območju današnje železniške postave in tirnih naprav umestil poslopja prihodnje univerze, je vendarle nekoliko podcenil njeno simbolično vlogo narodnega središča. Tega je 2 desetletji pozneje, res da v nekih drugih časih, ko je postala Slovenija razpoznaven nacionalni in politični pojem v prvi Jugoslaviji, se je vendar bolje zavedal Jože Plečnik in je nekaterim najpomembnejšim simbolično izstopajočim zgradbam, ki jih je dobil v delo, kot so denimo Cerkev svetega Frančiška v Šiški, Vzajemna zavarovalnica, nekoliko poznejša stavba Narodne univerzitetne knjižnice, določili bistveno večje merilo. To si včasih treba dobro predstaviti, to idejo formata v mestni sliki. Kaj pa s umetnostjo in kulturo v Trstu? Če se vrnemo k Trstu, se nam ta zlasti v 19. stoletju kaže kot paradigmatično moderno mesto s številnimi celo svetovno pomembnimi arhitekturnimi dosežki in kot se zdi sprva še brez otipljivih nacionalnih označevalcev. Tudi tega se je dobro zavedati. Ti se razločne izrišajo šele proti koncu 19. stoletja. Ne glede na prevladujoča italijanska imena vodilnih ustvarjalcev tržaške kulture v 19. stoletju, je imela njegova celotna podoba prej kozmopolitski kot zgolj italijanski videz. Italijani sami imajo s Trstom težave. Ne razumejo ga dobro. Šele zaostrena narodnostna trenja, tako na italijanski kot na slovenski strani, so potisnila v ospredje nacionalno, jezikovno bolj opredeljene umetnike, kot bi jih mogli ločevati po slogovnih usmeritvah. Ob italijanskih umetniški matici z imeni slikarjev, kot so Adolfo Levier, Gino Parin, Umberto Veruda, Carlo Vostri, se je izoblikovala skromnejša slovenska s predstavniki Gvidom Birolo, Pavlom Klodičem Sabladovskim, Ernestom Seškom in Albertom Sirkom. No, to je posledica tega nacionalnega, torej 2 ostro nasprotujočih si nacionalnih skupin, ki povzročijo to katastrofo, ki seveda še danes odmeva, in s tem znamenitim napisom, ki sem vam ga prebral, lahko si ga še enkrat preberete v italijanščini. Tragični spektakularnosti tistega popoldneva sem zaslutil nekaj strašnega, grozovitega, meje tistega trga so se razširile v sodno vizijo, ruševini razdejanja, kakor da bi nekaj daleč bolj krutega od minule vojne ogrožalo temelje naše civilizacije. Gianni Stuparič, Trst v mojih spominih. 1997, 20, torej požig, samo ta letnica je, nekdo, nekdaj, ne zakaj, vse to. No, začeli pa ne bomo z italijanskimi umetniki, ampak z nekom, ki pravzaprav premošča te 2 nacionalni skupini v zgodnejši dobi, to je slikar Jožef Tominc, rojen 1790, živel do 1866, ki je za vrsto množico portretov ovekovečil Tržačane, njihovo novo nastalo bogatstvo, torej v vsej njihovi meščanski opremljenosti, okinčenosti in tako naprej. No, ne smemo biti tako vzvišeni nad temi zares lepimi damami, lepo oblečenimi in pa pravzaprav za njihovo novo poudarjeno vlogo meščanov v novo nastajajoči se hitro napredujoči tržaški družbi. Jožef Tominc, Italijani ga imajo, ga vedno navajajo kot Giuseppe Tominc, pisano z na koncu, je imel sina Augusta in Raimonda, ki sta bila oba slikarja, pa je imel potem še vnuka Alfreda, ki se tudi pravzaprav ukvarjal z umetnostjo. Mislim, da je bil Augusto celo direktor
prvi direktor muzeja Revoltele. Skratka, to so ljudje, o katerih razen za Tominca, ki je imel razstavo v Ljubljani in katalog, razen tega, torej o vseh teh množici slikarjev, množici umetnikov, umetne obrti, kovačev, do kiparjev, naša stroka o tem skoraj da nič ne ve. Zato tu navedem samo nekaj imen kot kažipotov za lažjo orientacijo, kaj se pravzaprav v Trstu ob arhitekturi in ob resnično naglem urbanističnem razvoju dogajalo. Torej, za Tomincem preskočimo skoraj pol stoletja, imamo tudi pred sabo umetnika Umberta Veruda z Aktom, spomnim vas bo sprav gotovo na našega Strnena, pa takoj zatem Karla Vostrija, izviri Klitumna, se pravi, gre za neko antično temo, v nekem klasicističnem Trstu je to seveda dragocena tema, pa Gino Parin, ki nam slika leta v teh prelomnih časih sliko Vanitas, ta mnogo že precej pomeščanjen, lahko rečemo. In pa četrtega, ki pa prav gotovo že lahko govorimo o prevladi že modernističnega koncepta, to je Adolfo Levier, ki je napravil tole železarno enkrat že v 20 letih. Te slikarje posebej omenjam zato, ker so imeli vsi münchensko izobrazbo. Niso šli na Dunaj, niso šli ne v Prago, ampak v München. In zato je Černigoj svoj čas povedal, da je tudi on, ki je si v Postojni kot učitelj pridobil nekaj denarja, nekaj sredstev, naredil izpit za profesorja za umetnostno zgodovino in risanje mislim, da v Veroni, ali ni toliko pomembno, ampak potem je šel pa v München. Vsi tržaški slikarji so imeli Münchensko akademijo, zato gre Černigoj tudi tja, zato sem posebej omenil te 4. No in tule imamo Vittorija Bolafija, ki je napravil portret pesnika Umberta Sabe iz leta 1923, pa Leonor Fini, ki je naslikala portreta pisatelja Itala Zveva. To sta tudi 2 izredno pomembni imeni tržaške literarne scene. Ta portret je iz leta 1928. Če je imela italijanska skupina močno zaslombo v Mestnem muzeju Revoltela z bogato umetniško zbirko in izoblikovano politiko nakupov, celo na Beneškem bienalu, so se morali slovenski umetniki zadovoljiti s podporo redkih mecenov in razstavljanjem v zasebnih stanovanjih. Prvo javno predstavitev slovenske umetnosti je Trst doživel zgodaj leta 1907 z razstavo slovenskih impresionistov v Narodnem domu. Ernest Sešek je zmogel še leta 1920 prirediti svojo samostojno razstavo, zadnjo leta 1927 pa je pripravil Milko Bambič v hiši na Škuni pri Svetem Ivanu, kjer je stalo skupaj z Francetom Goršetom, Ernestom Seškom in Albertom Sirkom. Skratka, precej kratka zgodovina. Italijanska umetnost je imela tukaj mnogo bolj proste roke, pred nami Marcello Mascherini Poletje, torej žena, ki kliče, pa potem sejalec Marcello Mascherini, enkrat vas bo spomnil na našega Toneta Kralja. Ob tej matici italijanski, torej z močnim zaledjem v muzeju, ki ga je ustanovil Pascale Revoltela, o katerem bo potrebno nujno izreči nekaj besed, še slovenska matica, torej Guidon Birola, Lastavičje gnezdo 1949 leta. Tudi če bi letnica kakšne slike iz tistega časa, ne bi bilo velike razlike. Potem Pavel Klodič, slikar Marin, morja, parnikov,
Pavel Klodič, Vitez Obladovski, Prosta Luka, nastala pred letom 27, ko je bila objavljena, imam nekoliko slabe posnetke, Ernesta Seška Morje, tudi približno iz istega časa, pa seveda Albert Cirk, najkvalitetnejši med njimi za sliko Devinskega gradu iz leta 1946. Pasquale Revoltela je bil ta gospod, ki ga pokažem tu s portretom, ki je veliko storil za umetnost v Trstu in svojo hišo v celoti po svetu za potrebe mestnega muzeja, ki po njem nosi tudi ime. Torej, to, kar se je dogajalo s slovensko umetnostjo, deloma tudi z italijansko, se je to že zgodilo v Novem Štetju. Torej v času po prvi svetovni vojni, ko je Trst izgubil večstoletni avstrijski oziroma avstro-ogrski državni okvir in se znašel v italijanskem kraljestvu. Bil je nadvse zaželena trofeja, vojni plen Italijanov v prvi svetovni vojni, vendar je tudi hipoma izgubil privilegiran položaj, kakršnega je imel v stari Avstriji. Ostal je brez svojega bližnjega slovenskega naravnega zaledja in širšega gospodarskega okolja, segajočega globoko v osrčje Srednje Evrope. V pogledu iz Rima je bil videti le malo pomembno mejno provincialno mesto, slepo črevo italijanstva in njegove kulture, četudi so poskušali s pompoznimi izjavami to dejstvo prikriti. V novih okoliščinah, ki so se za Slovence in njihove organizacije, kot opisano, še poslabšale, zaostrile, pa se je skazalo, da so tiste, ki so še delovale, pokazale izjemno odpornost. Umetnostna, kulturna zavest se je ohranjala kot ključno vezivo narodne skupnosti in prav ta, morda v očeh matične Slovenije negotova podlaga, je bila sposobna vzdržati živ stik z najboljšim, kar premore slovenska kultura in tudi sama prispevati presežna dela in dejanja. Bi si bilo mogoče misliti brez nje, brez te vztrajnosti in velemestnosti Trsta, zamisliti avangardistično delovanje Avgusta Černigoja in njegove konstruktivistične skupine v drugi polovici 20. let. Černigoj je z odločitvijo, da bo po vrnitvi z nemškega Bauhausa izpeljal umetnostno revolucijo najprej v Ljubljani, ne v rodnem Trstu, priznal v nacionalni prestolnici njeno središčno vlogo, vendar je bil hkrati tudi prvi, ki je v Trstu pritegnil v svojo skupino italijanske umetnike, ter v okviru umetniškega krožka in sindikata lepih umetnosti, kot so se imenovali uradne organizacije likovnih umetnikov, leta 27 na razstavi v Tržaškem ljudskem vrtu izvedel svojo tržaško konstruktivistično skupino, evropsko pomembni konstruktivistični umetnostni ambient. Za njegovo popolno rekonstrukcijo so poskrbeli v muzeju Revoltela leta 1991, v Ljubljani pa šele leta 2011. Torej, Revoltela, še vedno se ga bomo spominjali zaradi pomembnih kulturnih dejanj, no in mimogrede razsežnost Trsta, mišljenje njegovih prebivalcev. Lahko vidimo po tem Lesuješkem prekopu, ki vas bo prav gotovo zanimalo, kaj dela sredi diskusije o Trstu. Pasquale Revoltela je bil delničar pri družbi, ki je kopala Suješki prekop. To so dimenzije Trsta, o katerih premalo razmišljamo. In potem njegova palača, danes po načrtih Karla Skarpe preurejen, tudi moderniziran muzej Revoltela, ki deluje že seveda več kot 100 let, 150 let skoraj. No in to je zdaj ta tržaški konstruktivistični ambient. Leta 1991 so v muzeju Revoltela priredili razstavo Il mito sottile, subtilni mit, kjer smo prvič, torej tudi nekoliko z mojo pomočjo in z pomočjo računalnika so ta ambient rekonstruirali. Na Ljubljani je bil na ogled leta 1999 na razstavi Tank, slovenska zgodovinska avangarda, o katerem v katalogu ne boste izvedeli nič, kot da tega ambienta v Ljubljani ni bilo. Je pa žal, po mojih informacijah,
so ga razstavili in danes menda ne obstaja več. So pa, hvala Bogu, umetniki, kot so Dragan Živadinov, Miha Turšič, ob pomoči Pjera Konestaba, ki je sodeloval že pri prvem rekonstrukciji ambienta, ta ambient rekonstruira v Ljubljani in tule imamo posnetek ljubljanske rekonstrukcije, torej kot enega najpomembnejših prispevkov v novi postavitvi v Moderni galeriji. Pozneje, leta 1928, pa se je Černigoj, izhajajoč iz svojega avangardizma, močno potrudil za mednarodno promocijo slovenske umetnosti v Berlinu in leta 1929 v Waldnovi reviji Der Sturm predstavil delo slovenske zgodovinske avangarde. Pred časom je bila v Ljubljani razstava z prikazom torej reprinta te znamenite številke Der Sturm, kjer je bila slovenska avangarda predstavljena, še tudi z drugimi predstavitvami drugih nacionalnih umetnosti v Waldnovi reviji Der Sturm in lahko samo rečemo, da je slovenska številka gotovo da ena najboljših v celotni vrsti, ki sem jo uspel videti. Pri tem ponovno poudarjam, ni mogoče mimo tržaške velemestnosti same. Ne samo avangardistu Černigoju, tudi visokemu modernizmu Lojzeta Spacala. To je še Stepančičeva predlog za scenografsko ureditev prostora Kogojevih črnih mask iz leta 1928, pa potem Karmeličeve risbe, ki so se znašli v reviji Tank, kar dokazuje, kako so deli italijanske futuristične avangarde pristali pravzaprav v slovenski reviji oziroma bili vodeni znotraj tržaške konstruktivistične skupine. Pa potem še Goršetov poljub, ki se je znašel na isti razstavi, vendar ne v konstruktivističnem oddelku. Pa visoki modernizem Lojzeta Spacala in mlajšimi tržačani, ki so nastopili po vojni, kot kipar Čelo Pertot, slikar Bogdan Grom, pred kratkim je umrl, star čez 90 let, grafik Marjan Kravos ali mnogostranski Franko Veket s tole malo instalacijo, vse do svetovno uveljavljenega umetnika v raziskovanju medijev, posebej računalnika, kot je Edvard Zajec, pred kratkim je imel v Grafičnem centru imenitno razstavo. To je eno zgodnejših njegovih del, računalniška grafika in ena izmed zadnjih, ki jih je predstavil tudi v Tivolskem gradu. Torej vsem tem daje Trst, tak kot je, neugibni ustvarjalni okvir. In zdaj kratka misel še za sklep tega današnjega razmišljanja. In prav v tej zadnji točki se je po moji presoji morda pokazal ključ za novi vpogled v Trst in njegovo stvarnost. Izkazalo se je, da je kulturno ustvarjanje na poti od Ljubljane do Trsta in v obratni smeri opozorilo na mogočo pot oblikovanja nove paradigme za splošno, širše kulturno, gospodarsko, politično življenje in preživetje Trsta. Ljubljana utegne naposled spoznati, da je v minulih desetletjih pridobila tako na svoji mestnosti kot na politični teži, da je dozorela in se mora v razmerju do Trsta predstaviti kot novi Dunaj. Seveda z upoštevanjem svoje velikosti in specifične teže na novo porazdeljenih razmerjih moči v Evropski uniji, sodobnega razumevanja partnerstva in razumnih pričakovanj na obeh straneh. Temeljna izhodišča za to pa morajo po skrbno premišljenem načrtu pripraviti družboslovne in humanistične stroke. Se spopasti s Trstom od temelja, ga spoznati od geološke zgradbe, kjer stoji, geografskih okoliščin in pojmovanj njegovih delov in širše okolice. Nekaj tega je že storjeno. Imamo imeniten tekst Antona Melika, ki govori prav o tem. Dalje k preučeni zgodovini je treba nujno dodati urbanistični in arhitekturni razvoj od začetkov do danes. Posebno poglavje pa velja posvetiti kulturnemu ustvarjanju. V Trstu tako Slovencev kot Italijanov. Kot se kaže iz tega razpravljanja, Trst ni enoznačen fenomen.
Prav tako ne vloga Slovencev in Italijanov v njem. Volja, odprtost, preseči vidne, nevidne, namišljene meje ali vsaj poskušati iznajti način za njihovo preseganje. Iz imperativa misliti Trst se izrisuje novi imperativ pisanja obče zgodovine kulturnega ustvarjanja v Trstu z dvema kulturnima organizmoma različnih pomenov in teže za naroda, ki jima pripadata in ki se morata naposled uzreti v mestu skupaj. Hvala za pozornost.